Dober dan. Danes v studiu gostimo Mirana Zupaniča, predsednika Nacionalnega sveta za kulturo. Na seji sveta ta teden so potekale predstavitve političnih programov strank pred volitvami. Po seji sveta je Miran Zupanič dejal, da smo slišali standardni paket zaklinjanj o pomenu kulture, malo pa resnih zavez. A mi lahko prosim malo bolj pojasnite, kaj ste s to izjavo mislili? Poglejte, nekako v politični rutini je že, da politiki zelo poudarjajo pomen kulture kot temelja slovenske identitete, kot temelja slovenske državnosti in tako naprej. Sprejemajo resolucije, programe, tudi zakone, vendar potem v resničnosti, v praksi ta pomen skozi sistemske odločitve, skozi obseg financiranja nikakor ni izkazan. Tako da pravzaprav imamo položaj videza in resnice. Na ravni videza je kultura ena od najpomembnejših področij Slovenije, slovenstva. Na ravni dejstev, dejanskega stanja pa pravzaprav to eno od družbeno najbolj marginaliziranih področij, ko gre za sistemsko urejanje, se pravi za sprejemanje ustreznih političnih in pravnih aktov, ki naj bi uredili okolje, in seveda, ko gre tudi za obseg javnega financiranja. Tako da razkorak med videzom, med deklariranim in dejanskim je strahovito velik, in to sem želel na koncu poudariti. In kaj bi si pa vi želeli slišati, oziroma kaj bi si želeli videti napisano v teh političnih programih? Poglejte, v resnici je popolnoma nepomembno pravzaprav, kaj dobrega in, bom rekel, afirmativnega politiki pišejo v svoje programe. Pomembno je, kaj v resnici mislijo, kaj v resnici razumejo, ali sploh razumejo pomen umetnosti in kulture, kajti za mnoge se zdi, da ga ne razumejo. Če ga pa že približno razumejo, ga mnogi želijo instrumentalizirati, bodisi skozi teze o domoljubni umetnosti, domoljubni kulturi, o pomenu medijev, ki ga izpostavljajo nekateri kot centralno vprašanje kulture in tako naprej. Se pravi, ne gre za vprašanje, to, kar mi bi želeli in kar pravzaprav kot skupnost, kot narod potrebujemo, je razumna presoja, zakaj je kultura in zakaj sta kultura in umetnost potrebni za družbo, in potem postavljanje in analiza problemov, kje so problemi, načinov, kako te probleme odpraviti in spodbuditi ustvarjalnost, spodbuditi umetnost in na nek način pravzaprav umetnost in kulturo vključiti v razvojne družbene procese. Zdaj se pa nažalost dogaja to, da je pravzaprav to področje na nek način zanemarjeno, v opuščaju in pravzaprav v resnici na robu preživetja, oziroma bolj ali manj v položaju nekoga, ki životari. Pa je kakšna razlika med levimi in desnimi opcijami, imajo kakšno skupno lastnost? Ja, glejte, tako bom rekel, desne opcije so seveda bolj konzervativne. So na nek način tudi bolj direktne v upravljanju kulture. Zdaj, če rečem, recimo, koalicija Janeza Janše je ukinila Ministrstvo za kulturo, oziroma kot oni pravijo, so ga pripojili Ministrstvo za izobraževanje in ga na nek način v resnici želeli umetnost in kulturo instrumentalizirati, vpeti v polje vzgoje in izobraževanje, kar je po eni strani seveda jasno, kultura, izobraževanje, to so povezana področja, samo nemogoče jih je pa na ta način, nemogoče je pa umetnost in kulturo instrumentalizirati za recimo domoljubne cilje. Se pravi, recimo značilnost desnega političnega pola, če lahko sploh danes o tem še govorimo, desno-levo, je torej ta, da je v svojem diskurzu bolj direktna, v svojem odločanju bolj tudi neposredna in na nek način odločna, žal pa ne, bi rekel, generalno gledano spodbujevalna za resnično rast umetnosti in kulture. Tako imenovane leve politične opcije so pa pravzaprav bolj rafinirane, bolj spretne v komunikacijah z javnostmi, kulturnimi in širšimi, vendar na koncu, če potegnemo črto,
Moram pač ugotoviti, da torej, glede na to, da spremljam 10 let res aktivno kulturno-politične odločitve, da ne ena, ne druga stran v tem času nista sprejeli odločitev, ki bi pomenile dejansko izhodišče za razvoj naprej. V najboljšem primeru so puščali stanje približno tako, kot je. Ne rečem, bili so posamezne dobre kulturno-politične odločitve v določenih segmentih, enih in drugih, ne bom tukaj oporekal, ampak enega globalnega, tehtnega, razvojno naravnanega premisleka in potem izvedbe, izvršitve tega premisleka pa definitivno ni bila zmožna in je tudi ni uresničila ne ena, ne druga stran. In kaj pa po vašem mnenju bi ta razvojne programi morali vključevati? Kaj so ti bistveni izzivi slovenske kulture? Ja, to je, bom rekel, zelo, zelo pomembno vprašanje. Žal na njega ni mogoče na kratko odgovoriti, ampak če rečemo naslednje, ne? Mi, Slovenci, vidimo sebe kot skupnost, kot narod, ki je zrastel iz kulture. Nismo imeli lastne države, nismo imeli lastne vojske, nismo imeli lastnega plemstva, mi smo se kot skupnost konstituirali na ravni kulture. Danes, ko državo imamo že dobrih 20 let, smo pa pravzaprav v položaju, ko smo velik del lastne državnosti v resnici že in torej lastne suverenosti na nek način že izgubili. Z vstopom v Evropsko skupnost, z vstopom v NATO smo izgubili velik del politične suverenosti, oziroma smo jo prenesli na neko drugo raven. Z vstopom v NATO smo izgubili suverenost na področju obrambe, izgubljamo zelo pospešeno ekonomsko suverenost in pravzaprav prihajamo v obdobje, preddržavno obdobje, tako rekoč, ko postaja kultura v resnici ena od zadnjih skupnih ravni, platform, če hočete, ki nas povezujejo. Ko bomo izgubili tudi to raven kulturno, in to se pospešeno v resnici dogaja, bomo pravzaprav samo še dvomilijonska skupina potrošnikov v enem globaliziranem srednjeevropskem prostoru. In to je nekaj, kar bi pač morali tudi ti, ki z družbenim interesom upravljajo, uzavestiti. Vaš mandat kot predsednika Nacionalnega sveta za kulturo se počasi izteka. Kaj bi svetovali svojemu nasledniku? Svojemu nasledniku bi zelo svetoval in tudi vsem članom sveta bi zelo svetoval, da ostanejo lojalni umetnosti in kulturi in splošnemu družbenemu interesu, ki sta s tem povezana, in da nikakor ne zaidejo v polje, ko bi začeli delovati kot podaljšek katerekoli politične stranke oziroma katerekoli politične opcije. Kajti strankarska raven, taka kot danes je, v resnici ne pokriva več celotnega interesa naše skupnosti. Žal pogosto vidimo, da deluje celo proti njegovim interesom. Hvala za pogovor. Prosim.